Pozdravljeni v Links podcastu, kjer odpiramo teme prihodnosti, projektiranja in gradnje. Govorimo o arhitekturi, gradbeništvu in prostoru skozi oči tehnologije, digitalizacije ter trajnostnih rešitev. Danes z mano torej dr. Jure Kotnik, arhitekt, raziskovalec, mislec, avtor. Skupaj bova razmišljala, zakaj še vedno gradimo analogno v digitalni dobi, kako lahko gradbeništvo premaknemo v 21. stoletje. Zdaj pa par besed o gostu, torej doktoriral na Fakulteti za arhitekturo leta 2014, že od leta 2006 ima lastni arhitekturni biro, leta 2009 prejel Plečnikovo medaljo, ker je bil avtor prve monografije o kontejnerski arhitekturi in je urednik več svetovnih oziroma strokovnih publikacij, deluje kot predavatelj, tako doma kot v tujini. Lahko bi govorili dolgo, ampak dajmo raje povprašati direktno. Morda za prvo vprašanje, kdaj si prvič začutil, da arhitektura ni zgolj oblikovanje stavb, ampak je družbeno orodje? Arhitektura je vseprisotna, ker je to okvir, kjer mi delujemo. Se pravi, vsaj v malem koščku se ti dotikaš ali splošne družbe, ali pa nekih specialnosti. Lahko so to, na primer, zdravniki, lahko so to kmetje, lahko je to razne dejavnosti, ki jim ti pomagaš sooblikovati prostor in ga mogoče omogočati njihovo delo boljše. V dobri arhitekturi je lahko delo učinkovitejše, boljše, medtem ko v slabi arhitekturi je lahko tudi nevarno. No, to v vsakem primeru arhitektura zajema grajen prostor okrog nas, ki na nas vpliva in s tem v bistvu dobiš neko možnost tudi vplivanja na ljudi. Se pravi, če boš dal nekje v mestu, na ravni mesta postaviš klopco ali pa dve klopi, se bodo ljudje usedli, bodo začeli pogledovati stran, se bodo začeli zbirati. Ameriška mesta so bila narejena na tak način, ni klopc, greš naprej, greš mimo, ustavljaš se lahko samo na točkah, kjer je trgovinska dejavnost, medtem ko so v nekih drugih krajih, nekaterih mestih po svetu živijo na ulici, si pohištvo iz hiše ven prenesejo, ker jim podnebje to omogoča. In to so kreira neke različne ambiente, tudi zaradi katerih potujemo, tudi zaradi katerih so nam prostori zanimivi. Pa nenazadnje dosti poznamo, da so tudi razne ideologije skozi zgodovino, že od Rimljanov naprej posvečali dosti pozornosti grajenim objektom, z njimi je struktura država nakazala moč nad posameznikom, ali so bilo to verstvo, ali so to državne strukture, so z nekimi večjimi objekti razporejali to moč, tudi vizualno, tudi simbolno, in tudi to se nenazadnje dogaja zdaj, čeprav se filozofsko bi naj dalo posamezniku, individumu veliko moč, ampak ta moči so znotraj nekega preddanega sistema, na katero kaj lahko ti vplivaš. Zdaj, se mi zdi, da se tvoje delo tudi malo teh tem dotika, ker ko jaz gledam tvoje delo, si ti več kot samo arhitekt, ti poskušaš biti vplivati na stvari, biti kot nek aktivist, spreminjati. To predvsem preko mojega dela za mednarodne organizacije. Tu se mi zdi, da je neka ozaveščenost o prostoru zelo pomembna, ker gre predvsem za organizacije razvojne banke, delam za Evropsko banko za razvoj, delam za razvojni program Združenih narodov, delam za Svetovno banko. In tu, kakršnokoli pa so imajo ljudje mnenje o teh preko organizacijah, jaz delam na področju izobraževanja pa izobraževalne infrastrukture in tule res lahko naredimo pomemben korak. Meni se zdi pravzaprav izjemno pomembno pravica do izobraževanja, pravica do dobrega izobraževanja, ker to dela svet boljši, ljudje več ko znajo, bolj ko razumejo zadeve,
manj so, bi rekel, manj so nasprotniki nasprotniki drug drugemu, manj so agresivni, več lahko stvari razumeš, bolj si lahko empatičen, več lahko imaš te možnosti, če imaš ta proces, manj je nekih fobij, ker ljudje, če stvari ne razumemo, se jih bojimo po naravi. In ravno izobraževanje je taka tema, ki v bistvu ne delam že več kot 16 let. In se mi zdi blazno pomembno, ker vidim, da lahko dam prispevek. Delal sem na primer šole v Pakistanu, kjer je bil glavni prispevek tem šola za dečke, šola za deklice, to je seveda ločeno. Zaradi vere tega, ampak ne glede na to, se mi je zdel pomemben del tega aktivizma, da ker gre za šolo v regiji Baločistan, to je na meji z Afganistanom in tam so talibanski uporniki ali pa talibanske vojaške strukture, ki so prišle iz Afganistana v Pakistan, so v 5 letih razstrelili 400 šol za deklice, ker oni ne verjamejo v izobraževanjih deklic. To je seveda mi absolutno z mojega pogleda nesprejemljivo. In tudi za mednarodne organizacije, kot Svetovna banka, in tu absolutno v to moraš vstopiti z nekim aktivizmom. Tu se mi zdi, da tu pač ne glede na kakorkoli, mislim, smo to točko že prišli, to razvojno točko, in brez debate o tem ne bi smelo biti. In seveda potem s pomočjo, pa to gre za območja, kjer niti elektrike ni, to ni niti tekoče vode v šolah, to so čisto druge razmere, ampak naprimer potem damo na fasado napise o pomembnosti izobraževanja iz Korana. Nikjer ne piše v Koranu, da se deklice ne smejo izobraževati, naprimer. To je jasno, ampak seveda gre za zlorabo vere, ki se je pa treba zoperstaviti. Po drugi strani je v dosti državah, kjer delam, ki so revnejše, in poskušamo dati to, kar imamo mi. Se pravi, tu vidim dosti velik razhod med neko splošno arhitekturo, kjer Afričane, bi rekel pa neke take države, obravnavajo dosti iz evropske perspektive. Se pravi, vseeno naredijo šolo, zgleda, ima vse te prednosti, je racionalna, je estetsko lepa, iz teh materialov še lokalnih, še pomagajo jim graditi šolo s kakimi študenti. Ta cel movement, ampak kaj pa umanjka, je pa to, da pač tipologija ne posnema teh najsodobnejših učnih okolij, ki jih imamo zdaj na voljo. Se pravi, neformalnih prostorov umanjka, manjkajo prostori za učenje, tako imenovani peer-to-peer, se pravi medvrstniško učenje, potem manjkajo neki laboratoriji, ki jih na primer šole na Danskem v ZDA imajo, ampak ko pogledaš seznam teh lepih šol, tudi arhitekturno nagrajenih šol v Afriki, in pa to vse umanjka. In mi poskušamo vnašati v šole, v revnih okoljih, pa tudi okoljih, ki so v bistvu nam bližje, pa so vseeno nekem, bi rekel, niso prva liga svetovnega gospodarstva. Trenutno delam šole v Tadžikistanu, pa Kazahstanu, ker Kazahstan je moče malo bolj razvojno, pa tudi v Tadžikistanu jim damo destrukturirane, pa nestrukturirane učilnice. To, kar v Sloveniji nimamo. V Sloveniji nestrukturirane učilnice še nimamo. Imajo pa Singapur, Amerika, ampak tu dobiš, to je stvar opreme, ker pač prostor je predpisan zakonom, se pravi, učilnice po celem svetu so od 35 v Butanu do 70, ki je v zahodni Evropi, 58 v Sloveniji, 56 Hrvaška, pač karkoli. Pričemer lahko povem, da Avstrija ima zanimivo, da ima fleksibilno učilnico, kar pomeni, da oni razumejo, da so neke manjše šole v ruralnih okoljih, ne potrebujejo en standard
je za vse in imajo možnost dati učilnico So fleksibilni. na 45 kvadratov, medtem ko v Sloveniji, pa še marsikje drugje, tudi če je 5 otrok v šoli, imajo 56 kvadratov, pika, konec. Kako pa je izkušnja zate? Recimo, vemo, kako arhitektura poteka v zahodnem svetu, kako ti kot zahodni arhitekt delaš tam? A so procesi drugačni, kako delaš z ljudmi, že kultura je druga, zakoni so drugi? Jaz prvo v vsakem primeru preberem zakonodajo. Na tem specifičnem področju, kjer sem se profiliral, kjer sem tudi pisal zakonodajo za 5-7 držav, mi je to dosti enostavno, ker je znotraj tega moje cone udobja, ker vem, kaj pričakovati, ker zakonodaje tudi niso toliko različne, hkrati jih lahko primerjaš, hkrati že ob tem, ko v njih razmišljaš, vidiš možnosti iz arhitekturnega vidika, se pravi, kje so omejitve, kakšni so potenciali, kje bojo težave. In to v bistvu ta del je pravzaprav zelo pomemben, prvi uvodni. Je res, da sem pravzaprav vpleten v prvo idejno fazo, se pravi, moram prvo razumeti njihovo zakonodajo, kasneje to prevesti v nek arhitekturni jezik z končnim rezultatom izboljšanja učnega okolja. In kasneje pa seveda pridejo naslednje faze, v kateri so vpleteni lokalni izvajalci, enako gre za pridobivanje gradbenega dovoljenja, enako gre za te razne postopke. V tem procesu se dosti izgubi, ampak če je osnova dobro nastavljena, se vedno da vplivati. To je zelo pomembno, da vse je stati tip izračuna, ki je kak steber tam, pa drugo pa obrnejo, pa kako stvar po svoje naredijo, ampak če pa pogledaš končni rezultat, pa še vedno lahko pokažeš primere. Tu je ta stvar, ki je na novo, tu je ta stvar, ki je na novo. Tu bo to možnost dala, ko nobena druga šola v tej državi ne omogoča. Tu se mi zdijo mali koraki, to niso šole za naslovnice, praviloma naslovnice revije, ampak jaz pa zelo dobro spim zaradi tega, ker vem, da je bilo nekaj narejeno, pa da je bil razvojni moment narejen. In to se mi zdi, to v bistvu usmišlja moje delo in zelo rad delam, hkrati tudi spoznavam druge kulture, spoznavam druge principe mišljenja, je pač to bi rekel, nek izziv, ker če ne bi pač neko drugo arhitekturo delo, pa bi tudi verjetno bistveno več zaslužil, če bi se profiliral pa delal poslovne stavbe. Se deluje zelo zanimivo, eksotično. Ampak grem pa na kraje, kjer sicer zagotovo ne bi šel. Ok, zdaj infrastruktura, če gledamo samo recimo izobraževalni del, je en del, imamo pa en velik problem, v katerem vpijejo vse države, pravzaprav vzhodne države se mi zdi najbolj glasno, in to je stanovanjski problem generalno. Vse države sveta imajo ta problem, zahodne države pa znajo biti najbolj glasne. Pravzaprav skoraj da ni izjeme od državi, ki ne bi govorile, da imamo premalo stanovanj, predvsem za mlade družine in tako. S tem, da specifično v Sloveniji govorimo, da primanjkuje 10.000 stanovanj. Imamo zdaj neke vladne obljube, da bojo to naredili. Kako lahko praktično v Sloveniji zgradimo 10.000 domov ali pa stanovanj? Mislim, stvar je dosti enostavna, bi rekel. Samo je pa treba temu pristopiti sistemsko, ne znotraj teh okvirov, ki jih imamo. Kar pomeni, da imamo možnost več teh orodij na voljo. Eno zagotovo je tako imenovani posebni zakon, lex specialis, v katerem ti določiš izhodišča prvič, zakaj to počneš, kaj je prioriteta. Drugo je pa to, da prilagodiš zakonodajo, naprimer na standarde, bom jaz rekel, ker sem deloval v Franciji, dosti časa tudi še zdaj delujem, naprimer Francije. Francija je evropska država, praktično v vseh pogledih boljša od Slovenije, karkoli skoraj daš, razen v smučarskih skokih, pa v kolesarjenju v zadnje čase, ampak daš pa sicer vse, kar imamo mi, imajo oni krat 10, pa ne, tu
Ta opis gre samo zato, da rečem, da ne gre za neko državo civilizacijskega roba, ampak gre za resno državo, ki ima tudi svoje zakone za socialno in siceršnjo stanovanjsko gradnjo. Če mi tiste vzamemo, bomo lahko optimizirali površine. Če optimiziramo površine, bomo s tem uspeli zmanjšati obseg stanovanj, investicije. Ker pač treba je vedeti, da ena je stvar nadstandarda, druga je pa to, da imaš ti lastno hišo nad glavo. To je lahko primerjava, da damo na tisoč načinov. Je boljše, da imaš 20 BMW-jev pa jih 10 hodi peš, ali je boljše, da jih ima 30 ljudi Renaulta ali pa nekaj take, ne bi rad znamkam tudi, ampak za primer, čeprav sam sem kolesar in kolesarim, tu je to vprašanje. Se pravi, pri nas pa vidimo primere, jaz razumem, da pri nas v arhitekturi je pravzaprav, ker nimamo drugega obsega dela, pomembnejšega, je pravzaprav polje stanovanjske gradnje glavno tekmovališče arhitektov. Ker če se pogleda zadnjih 15 let, samo v zadnjih 5 letih so bile neke druge stavbe prej, od leta 2000 do 2015 so bile praktično vse nagrade in medalje posvečene stanovanjski arhitekturi. In tu smo razvili zelo visok standard. Ampak ta standard je tudi drag. Se pravi, če imaš te ventilirane, perforirane fasade, to pač vsakemu človeku, ko bo prišel od zunaj, bo rekel, tu se da, ker jaz to tudi delam. Jaz delam optimizacije investicij v šolstvu, kjer optimiziram razne neumnosti, ne na škodo, prej obratno. Prej denar iz neumnih, dragih fasad prestavimo v opremo in na ta način optimiziramo, izboljšujemo. Moče lahko kasnejše, da samo zaključim za to. No, pri nas imamo izjemno visok standard kolektivne stanovanjske gradnje, na kar smo lahko ponosni. Ni pa to ekonomske računice, ker ena fasada med drugo lahko stane 5 ali pa 7-kratnik cene. Šele v zadnjem času zdaj opažam, da se to le premika, da se razmišlja, ampak seveda to ni dovolj. To so mali koraki, ker naprimer, super je plemenito, super je da ti razumeš sodobnega človeka, da rabi v stanovanjskem bloku še prostor za coworking. To je cool, ampak mi nismo na tej stopni. Na tej stopni je mogoče Danska, pa še tu dvomim, da to delajo. Prej to delajo zasebni investitorji, ki so paradržavni skladi ali pa neki drugi, ki pač privabljajo na tak način mlade, ampak tam so čisto drugi sistemi že prej nastavljeni. Pri nas pa bi lahko bil prostor za coworking, ena garsonjera in bi lahko ena mlada družina, en človek dobil možnost, da zadiha in soustvarja družbo brez tega, da ga skrbi, kje spi, ker to je problem. Kje bo plačal najemnino, ker je sistem ni vzpostavljen. Se pravi, tu te zadeve niso najbolj pametno nastavljene. Mi se je dalo to z posebnim zakonom to rešiti. Zagotovo, ker tudi jaz, ko delam v zakonodajo v drugih državah, pa jo optimiziram, jaz se vedno referiram, nikoli ne grem pod mejno vrednost, ker mi ni treba, ker povsod rečeš, je pa ta država v Evropski uniji, ki ima tole. In vedno delo so več evropskih držav, delo tudi države, ki bojo pristopnice, Srednja Azija. In ti vedno lahko rečeš, ampak nikoli ne grem, že to je dovolj, da ne grem pod minimalno vrednost, ki si jo neka država določila. Ker pola rečem, naprimer v Sloveniji imamo 2-krat več straniščnih školjk v šolah, kot pa na Danskem. Pa ni nobenih korelacij s tem, da bi naprimer na Danskem pa otroci zaradi tega imeli več črevesnih bolezni, da bi zaradi tega bil učni proces moten, da bi ni te korelacije. To je direktno povedano. Mi sicer vemo, tudi gostinci radi povejo, vedno pridejo zamorjeni iz Italije, Francije in drugod, ko vidijo, da tam ena sanitarije
ustrezajo celemu lokalu skupne, pri nas moraš imeti pa predprostor, 5 kabin, ono drugo, na mizo, na širino šanka, na nekaj take, to je pač... Če prav razumem, praviš, da mi gradimo in živimo pravzaprav preko svojega družbenega standarda. Mislim, zagotovo, če imaš ti cilj 10.000 stanovanj, se da tudi kvalitetno narediti, moraš pač to drugače organizati. To moraš vse videti, naša država, ko pridejo poplave, ne naredi tenderja, pa naroči hiše, s katerim bi lahko zagotovila neko tipsko hišo, ki je skladna s slovenskim okoljem, prilagajati strešino, se pravi Primorska malo pod naklonom, pa potem srednja Slovenija 30, mogoče Kranjska Gora 45, to, ko je zero cost. Mi naredimo arhitekturni natečaj, razmišljamo, kako iznajti kolo, rešitve, ki nimajo niti osnovne lokacije, se pravi, arhitekti se niti ne morejo, arhitekti lahko samo trenirajo svojo domišljijo, ker nimajo konkretnega okolja in iz tega naredimo celo zgodbo za medije. Zgradi se pa 5 hiš, pa tudi me lahko kdorkoli popravi, ker tudi jih je 10, tudi jih je 50, je to po 2 letih po poplavah, nas je lahko sram tega ogledala. To ogledalo se ne želimo pogledati, medtem ko bi lahko naredili enostavno tender, prijavila bi se podjetja, lahko bi bila tudi cena bi lahko bila tudi arhitektura, del teh uteži, pa bi se povezala podjetja z arhitekti, ampak mi pa gremo po postopku birokracije. Ta projekt bo pač prestal nekje v predalu, za 2 tiskovni konferenci je bil, par fotografij je bilo, ni pa realnega učinka. Mi ne gledamo na žen učinek, se pravi 10.000 stanovanj, kaj moramo narediti. To. Kaj mora imeti noter? Naprimer, na Danskem je v stanovanju, socialnem stanovanju ali pa stanovanju, ki je država, ni bane, ni tuš kabine, ampak samo prostor je otok in ti kupiš. Ti greš v Ikeo, daš 5 evrov, ali pa kakorkoli drugo, da ne bi delali reklame. Kupiš svoje zavese in jo montiraš in takih korakov je 1000. Kje ti pametno denar porabiš, medtem ko pa seveda pri nas je neka stvar lahko zbrana na natečaju, arhitekt določi, mislim, so tudi primeri gradnje, kjer je v prostoru začistila pipa, ki stane 350 evrov. Zato, ker je arhitekt napisal dizajnersko čez celo. Takih nonsensov, s takimi nonsensi se je pač treba spopasti, jih je treba strukturirati, jih je treba najti in to je v bistvu dosti matematičen proces. Saj tudi, kaj je bil, mislim, da je bil prvi ali drugi dekan šole Bauhaus, on je bil zelo matematičen, mislim, da je bil Hannes Zabo, ki se piše. On je rekel, da se da vsa arhitektura v celoti izračunati, zato ker je, če ima dovolj vhodnih podatkov. On je moč nek začetnik tega Bauhaus, ki je korenito spremenil na način, kako mi gledamo, tudi kasnejše teme, ki jih bomo še obdelovali modularno. Tu je ta začetek, se pravi, v Bauhausu je to počelo, da če imaš dovolj dobre informacije, lahko zelo dobro podaš odgovor. Tu ne rabiš biti, kot je bilo moč prej podano, naprimer od Egipta dalje, da je skozi arhitekta govoril Bog in da mu je Bog naklonil to možnost ustvarjanja ali pa tudi ustvarjanje nasploh, se tudi v umetnosti je bil prvo človek samo medijsko, s katerega je Bog govoril, kasneje je to prišlo pri Goetheju, da je to talent notranjost posameznega človeka, stran od Boga. Ampak Bauhaus je bil pa še to skrajno, zato ti rabiš informacije, ti ne rabiš biti strokovnjak, da prideš do zelo kvalitetnega rezultata, celo dosti resno kvalitetnega rezultata, tudi strokovnega in tudi to, jaz mislim, da če moč kakšnega arhitekta je to strah, ampak jaz mislim, da
da so ljudje z dobrimi urodji in z dobrim inputom sposobni narediti enakovredne, včasih celo boljše rezultate, kar je bogokletna trditev, ampak naprimer, ko sem delal moja prva akademska pot se začela pri profesorju Vahčiču na ekonomski fakulteti, ki me je povabil ravno zaradi te modularnosti pa kontejnerjev pa tega. In smo študentom ekonomije dali enaka orodja, SketchUpa, enake modele za sestavljanje arhitekture, tudi stanovanjske, ker je bila tema stanovanja za mlade družine. In so bili rezultati, bom rekel, enakovredni arhitektom. Vse arhitekt v prvem letniku arhitekture je še dokaj nepopisan list in se še spoznava. In v bistvu je to je zelo demokratično, pa tudi vidim, da praktično zdaj na vseh področjih življenja s pomočjo orodij lahko postaneš glasbenik, dober fotograf. No in tukaj je zelo velik preseg z digitalizacijo. Absolutno. Zakaj v gradbeništvu in arhitekturi delamo stvari še tako analogno? Gradbeništvo po statistiki je predzadnja industrija od vseh industrij na svetu, kar se tiče gradbeništva, kar se tiče digitalizacije. Arhitektura je malo bolje, pa vseeno peša. Mislim, v resnici se ta segment nagovarja že vsaj 115 let, ker prve kataloške hiše so bile tam 1910. Se pravi, da nisi ti hiše gradil, ampak da si jo naročil. Sedaj, tu je bil že imamo dosti dolgo tradicijo. Zdaj, totalna digitalizacija je pa seveda vezana na neke pravilnike, ki certificirajo ali pa določajo materiale, ki določajo vse te izračune ustreznosti. Se pravi, če imamo mi preklopno cev za vodovod 200 let staro, po istem principu, če delujejo neki principi že toliko časa, je pa seveda najlažje temu slediti. Vse poskusi so in so praktično vedno bolj tukaj, ker tudi delež montažnih hiš je zdaj verjetno na polovici, zadnjih podatkov nimam, ampak zagotovo ta delež gradnje, prefabriciranje raste. Zdaj seveda najbolj ključno pa najbolj zanimivo bo pa to, ko boš ti lahko model sam naredil in bodo na primer betonu dodana taka veziva, ki bojo hkrati zadostila vsem izračunom statike, hkrati bojo imela vse certifikate za neoporečnost zdravja človeka itd. In boš s tem lahko pač naredil dosti enostavno ob upoštevanju nekih inputov gradnje v okolju, se pravi urbanističnih, boš lahko dosti tega sestavil. Mislim, da dosti daleč se da tu že zdaj priti. Mogoče samo ni toliko prisotno v Sloveniji, ker pač rabimo nek čas, da se prilagodimo. Mogoče smo manj orientirani pa smo manj nam ni po ustroju naroda eksperimentirani blizu in bomo počakali, dokler bojo vsi ostali imeli, potem bomo pa tudi mi videli varno. Se to je moč preživetveni nagon, medtem ko se nekateri drugi narodi prav zaganjajo to, kaj bo drugačno, kaj bom naredil, da bom to naredil. Mi sedimo in pretežno raje kot narod čakamo. Ja, se tukaj si izpostavil dober primer. Še vedno je montažna gradnja žal v manjšini pri nas. Ena montažna gradnja res zagotavlja, ali pa prefabrikacija tudi velik delež standardizacije. Ko daš, na primer, za primer, če jaz naročim nek tiskarski stroj za $500 000, točno vem, koliko me bo stal, točno vem, kdaj ga bom dobil in točno bom dobil načrt za njega. Ko bom naročil hišo za $500 000, govorimo o klasičnem gradbeništvu, me bo vedno ta hiša prišla dražje, kot je bila na začetku načrtovana, pa vedno jo bom dobil kasneje, kot je bilo predvideno. Ne? In to je prefabrikacija in standardizacija, vsaj pri montažni gradnji, je velik del tega rešila.
Ne vsega, ampak velik del. Preostalo gradbeništvo pa peša in peša. Ne morejo rešiti tega problema. Zdaj, pri montažni gradnji v osnovi bi ta problem mogel biti dejansko rešen. Rabiš pa ti v prvi fazi dosti načrtovanja, dosti vključitve naročnika ali pa takega, da mu je vseeno kakšna je ploščica, da mu je vseeno je to, ker pač te potenciale prilagoditev ne izkoristi. Se pravi, da pač tudi segment ljudi, ki mu je dovolj to, da je hiša ok, da se vseli, tako da bi kupoval novo hišo. Del ljudi so, da bi rad, če že gradi, dal noter neke svoje vhodne informacije, rabimo še tole, pa sobo za klavir, pa te zadeve. In tam tu nastane ti razkoraki med nekim tipskim načrtom, ki na primer ima v montažni gradnji že vse, računalnik ima že vse, ki mora les rezati, vse statika izračunano. To je dosti poceni, ker ima neko prednost. Ampak individualizacija načrtov ima pač svojo ceno, ni pa nujno, če ti dobro premisliš sistem, se bo vsak najdu lahko v nekih, če ti prej razmisliš, da rabiš sobo za klavir, ki bo izolirana zvočno, ki bo imela nekaj drugega, pa notrni modul nekega fitnessa, lahko to dosti enostavno komponiraš v nek sistem, brez da zrušiš ta sistem modularne ali neke prenastavljene gradnje. Moramo si biti jasni, da kljub temu, da nas zadnjih 30 let vzgajajo v individualnosti, je še vedno ogromen bazen grajenega, kjer ljudje pravzaprav bivajo v zelo enakih pogojih. Se pravi, Nizozemska, če si pogledaš te tipske hiše, se včasih je tudi po drugi svetovni vojni je bila ta standardizacija hiš, načrtov je bila dosti močna, ki je tudi nažalost porušila neki del sistemov, ker so ljudje gradili enako hišo v Prekmurju kot pa v Ajdovščini. Je nekaj škode naredila, ampak mi zdaj s tem znanjem vemo, da prilagajamo. Tudi prostorski načrti so drugačni, bolj strogi, da tega več ne, takih razkorakov ne omogoča več. Je pa zagotovo, smo na poti v to smer, zagotovo bo to ponujalo, ta segment se bo razvijal, predvsem zato, ker je razkorak med ceno gradnje, ki je bil nekoč večji, vedno manjši in pravzaprav se bo zdaj, pri marsikomu se obrača, da je montažna hiša cenejša. No in tukaj obljubo za to rešitev že leta in leta, desetletja obljublja modularna gradnja. Kako ti vidiš modularno gradnjo, sicer so različne tehnike, kako vidiš modularno gradnjo danes? Je to dejansko še prihodnost ali smo kje zašli v slepo ulico? Mislim, modularna sama kot taka, predvsem montažna. Predvsem to, da ti pomaga. Zdaj, ti zlagaš stene, zlagaš neke že prostore kot volumne, to niti ni toliko pomembno, to je pač stvar finalizacije, pa nekaj, je delo na gradbišču 14 dni ali pa je 3 dni. To je stvar tega, ki pač moraš posamično, ker ima tudi modularna gradnja, ima svoje omejitve, ali so to neki razponi, ali je to neka omejitev pri dimenzijah, ki jih lahko pa na velikostenski način prefabricirane gradnje dosti dobro zajame. Tu pač ne gre za eno rešitev, ampak gre za nianse rešitev. To je tako, na primer, bom spet šel na avtomobilsko industrijo, ne kupiš kombija, če si sam, verjetno. Tu pa kombi ni tvoj odgovor, je pa odgovor družini z 8 otroki, 7. Tu zagotovo je treba vedeti, ker vem, mislim, tudi z vidika arhitekture, želja, da bi ti z enim odgovorom zajel vse možna vprašanja, je pri arhitektih vseobsegajoča, vseprisotna.
In ko sem delal knjige o modularni gradnji, kontejnerski, sem tudi analiziral druge poskuse, ker kontejnerska gradnja je najbolj uspel modularni poskus gradnje, ker je sistem nastavljen in na prevoz, in na enostavne predelave. Kulturno je bila zanimiva, da najdeš primere po celem svetu, od Afrike do severnih dežel, Avstralija, se pravi povsod. Kontejnerska arhitektura je vse prisotna, tudi dobri primeri, tudi kvalitetna arhitektura je nastala, nagrajevana arhitektura. Pritzker je nagrajen, se pravi vrh arhitekture, več svetovno znanih, vrh arhitekture je delo iz kontejnerjev. Se pravi, da ti poskusi so že samo v kontejnerski arhitekturi, medtem ko pa praktično čisto vsi arhitekti svetovnega formata so kdaj poskušali z neko modularno rešitvijo, neko manjšo arhitekturo nasloviti ta problem. Vsi. Vsa imena, ko analiziraš nazaj, vidiš, tu je bil poskus nekega ali butičnega modularnega ali nekega elementa, ki je bil namenjen prestavitvi, pa je bil zato modularen. Tu najdeš pri vseh. Je pa res, da tu iz tega izhaja zanimiv problem, pa zanimiva izziv, zakaj tudi najboljši arhitekti propadejo, zakaj njim ni uspelo. Razlog je seveda dosti enostaven, ker načrtovanje je vzelo nek svoj strošek, strošek je bil na primer izvedba. Ti arhitekti so večinoma, glede na svoj renome, to govorim za teh, ki so še zdaj živi in so pred kratkim umrli, pa so zelo znani. Seveda so bili pred izzivom narediti nekaj posebnega, nekaj, kar bi ustrezalo njihovi viziji, in to dvigne ceno, zaradi tega ni zanimivo za maso, propade. Tu z najboljšimi nameni, najboljša imena, razmislek v odzadju, znanje, nekje to izpade ven, ker je ali preveč dizajnirano, da se mogoče celo ljudem ne dopade. Ni nujno, da je draga izvedba, dragi material. Lahko je tudi, da je pač ta estetika arhitekture se ljudem ne dopade, medtem ko bi bila pa nekaj, kar bi bilo pa racionalno, kar je že tule, se bi pomoč arhitektom zdelo preveč preprosto, profano, nezanimivo. In tu je ta razkorak, ki je pravzaprav zanimiv in zakaj vidimo, da je kontejnerski arhitekturi pravzaprav zelo uspelo, je ravno to. Se pravi, ti imaš neke omejitve, ki so racionalne, ti imaš neke omejitve, ki jih lahko z malimi posegi nevtraliziraš. Ti imaš možnost biti znotraj nekega sistema, in to je pravzaprav brez težav in dejstvo, da je v modularnem segmentu najbolj uspelo kontejnerski arhitekturi. A pa je morda danes ena nova priložnost, ko govorimo ravno o modularnosti, o algoritmični arhitekturi, tudi nova priložnost, ki jo prinaša umetna inteligenca. Ali je tukaj tudi vloga arhitekta morda spremenjena, kako umetna inteligenca vpliva na priložnost in na arhitekturo? Priložnost je vsak dan, ko vstaneš, je priložnost. Umetna inteligenca je absolutno priložnost povsod. Tudi v arhitekturi olajša delo arhitektov, pomagamo, dosti je zdaj teh poskusov s pomočjo umetne inteligence natrenirati model, da ti pomaga pri dosti zapletenih vprašanjih birokratskih poti, nek feedback ti daje, pohitriti postopke, ti si pol v bistvu samo kontrolor, ker pač preverjati moraš. Čeprav tudi preveritve na upravne enote trajajo toliko časa, da osnovi bi. Ampak da si skrajšaš proces, pa poti je to dobro že na tej fazi priprave, feedbacka, je pa tudi pri snovanju je lahko zanimivo, ker ti lahko
dobiš neke podatke dosti hitro. Seveda jih moraš preverjati v vsakem primeru, ampak se je tudi prej. Nas so že naučili, da ne verjameš vsemu. Ampak to bi naslednje generacije imelo to pa čisto, ali pa bojo tudi že vgrajeni toliko večji mehanizmi nadzora, verjetno bo tudi, odpira se trg, da ti kot arhitekt kupiš nekega prednarejenega, kot nek plugin, ki ti bo pomagal, pa se nek subscription model je najbolj realen, da ti dobiš neko ta support. Delajo se tudi na področju urbanizma, se razvijajo različni modeli, kjer ti umetna inteligenca pomaga s predlogi, kako stvar narediti, vezano na osončenje, vezano na neke druge input informacije, za katere bi ti potreboval en teden nekega klasičnega CAD projektiranja, ti lahko on z dosti natančnimi modeli pozicije, kjer si že vse pripravljeno. Naprimer, jaz jo uporabljam tudi pri takih banalnih primerih postavitve stopnic. Dam input podatke, ki jih imam, in izračunam, da to je neka stvar, ki je prevzela dosti več časa, je bila dosti, bi rekel, ne posebej razborljiva, ampak zdaj pa s tem modelom zelo hitro to rajdaš. To pomeni, da ti lahko avtomatizira določene stvari, ti pohitri delo, pomeni, da se lahko arhitekti več ukvarjajo potem z ustvarjanjem, z revidiranjem tega, ne? Tako. A to pomeni, da bojo tudi druga domenska znanja potrebna za arhitekte? Absolutno. Arhitekt že v osnovi je to zelo širok poklic, ki mora imeti dosti ostalih. Razumevanje ekonomije, razumevanje psihologije, razumevanje 100 nekih drugih področji, ki so tudi v šoli premalo zastopana. Se pravi, v šoli za arhitekturo, na fakulteti, medtem ko imajo druge branže, naprimer prodaja, ali pa imajo izjemne študije vpliva barov, prostorov na človeka. To je cela paleta, ki se v bistvu opušča, ker se pač ljudje na druge področje daje fokus. Ampak če se vrnem nazaj na umetna inteligenca, bo zagotovo spremenila profil arhitekta. Ne vseh, ampak ustvarila bo nova področja, nove, bi rekel, poti arhitekture. Ampak če bi ti učil danes na fakulteti, kam bi dal poudarek? Kje se ti zdi, da ga manjka? Prvo bom pravzaprav rekel razumeti naročnika. To je najbolj tako prvo, kar mi piše na pamet. Se pravi, ta osnovni ustroj družbe, poznavanje družbe, ta mislim, da ima izjemno velik potencial. Ker vedno bo družba na novo nekaj iznašla, ki bo podlaga nečesa drugega. Tudi mi tablic dejansko, iPadov nismo potrebovali. Človek tega ni potreboval, ampak se je pa okrog tega sistema zgrnila pa digitalizacija. Mi smo imeli prej, dosti učinkovito lahko že komunicirali drug z drugim v 90-ih, naprimer, pa tudi mobilni telefon, ko je človeka osvobodil pozicije, to je bilo že dosti učinkovito, ampak kasneje smo pa napeli še neke stvari, ki jih nujno nismo potrebovali, ampak je pa cel svet obrnila na glavo, na vseh področjih, ker zavemo, da tudi otroci že zelo majhni so na tablicah do starejših. Je očitno nekaj, kar pred 20 leti še sploh ni obstajalo, do kosti je to spremenilo sistem. In tudi to je vedno potencial za arhitekta, za kogarkoli je razumeti družbo, ker naprimer tudi zdaj vemo, da se velika podjetja od Mete do Microsofta, vsa ta podjetja, ki so v drugih branžah, se tudi ukvarjajo z arhitekturo. Ker tudi njihovi proizvodi pa njihove dejavnosti je v nekem prostoru in se ukvarjajo in hočejo prostor razumeti, ker bolj kot rečem, bolj ko stvar razumeš, bolj natančen je tvoj odgovor, več lahko zadaneš, več lahko pokriješ in to je pač gonilo nekega
kapitalističnega razvoja, pa ne slabšalno rečeno, ampak to je pač nek pogon družbe, je kreativnost, ki je vezana na produkcijo in vse ostalo. Pač ampak se tudi kapitalizem pomeni službe, pomeni tudi, da lahko nekaj kupiš in da lahko nekaj poješ. Tu arhitekt bo zagotovo moče nek drugačno vlogo dobil, bolj dirigentsko mogoče, ampak pa bolj se bo imel več časa ukvarjati z naslovnikom, ko pa s pravilniki o nekih zadevah, ker mu bo to pomagalo, on bo dal input, rekel, to bi želel, na kak način lahko to dosežem, kaj mi lahko pomaga, sem se prav odločil. Poti pa on reče, vezano na to, ta izbor barve pomeni tak pa tak spekter, mogoče bo, ker naprimer, že pri osnovnih barvah je, naprimer, to so milijoni študij narejeni, ki jih nekdo, ki pakira čips, zelo dobro razume, medtem ko jih pa arhitekti bolj malo. Naprimer, ljudje se bolj skregajo dojenčki v intenzivno rumeni barvi več jokajo. Otroci se več stepejo. Čeprav je to barva sonca, ko si mislijo pri vrtcih, da je to je pa super, si bo se sončki v rumenih okoljih, ampak ni. To ima podzavesten vpliv na človeka. Rdeča barva ti dvigne srčni utrip. Zato ni naključno, da je entertainment večinoma rdeče barve. Pozornosti ne zbudi. Ti mehanizmi nekih teh principov pomagajo vsem, se pravi, tako pomagajo nekomu, ko prodaja čokolado, bi mogli tudi arhitektu pomagati. In dejansko marsikje tehnološka podjetja prehitevajo arhitekturo, ki je ostala v nekih drugih principih. Razmerje stranica, druga višina. Tehnološka podjetja pa še drugo, ker naprimer kdaj so že delali študije 30 let nazaj v Švici na ETH-ju, a mi sploh potrebujemo hiše, ali je dovolj, da mi razvijamo nek losjon, ki nas bo ščitil pred vsemi temi vremenskimi vplivi, ker seveda osnova arhitekture je zaščita pred vremenskimi vplivi. Te študije so v bistvu pravzaprav super in ogromno se dogaja še okrog, ki je zelo daleč, ker mogoče pa mi res ne rabimo tega. Rabimo streho, ali rabimo samo tak močni ventilator, ko bo potisnil stran dež, pa boš lahko gledal na streho, pa naprimer. Super teme, o tej bilo govorila po mojem ure in ure. Morda, da narediva en zaključek za začetek, kaj tebe najbolj trenutno navdihuje pri tvojem delu? Tako sem rekel, ta prispevek, ker res dosti delam v teh šolskih okoljih, vedno me navdihuje osebni prispevek. Se pravi, nek mali detajl, ki bo nekemu uporabniku prostora dal nekaj več. Ni nujno, da je to samo v šoli, lahko je tudi, posebej pri stanovanjski hiši imaš dosti teh primerov, ko lahko nekomu ukrojiš hišo in tudi to je pač glavna prednost tega segmenta, se pravi, ker je lahko filozofsko vprašanje, a vedno rabiš arhitekta, mislim, oziroma, a ti rabiš podobno kot pri glasbi, ti rabiš vedno znova kompozitorja, če hočeš glasbo poslušati. To je vprašanje, ko mislim, da se ne smemo zatiskati oči in da se je treba spraševati, ker znotraj tega, da ne bomo pač pol nekje enkrat obstali in se gledali, mi smo pa nepotrebni. Če ti ne kreiraš tega, če ti ne razmišljaš v ljudeh, v družbi, o tem, kako ti lahko pomagaš, omogočaš neke procese, delovanje človeštva, pol boš slej ko prej postal nekonkurenčen, nezanimiv in boš odpadel, ker to je dosti naravnega izbora, ker dosti stvari mi zdaj tudi več ne potrebujemo. Človeštvo je dalo skozi milijon izumov, milijon nekih poklicev, milijon nekih zadev, ki so se s časoma odpadle. In zdaj tudi dejstvo je, da beseda arhitektura je po 2000 letih postala
prešla iz področja gradbeništva pa stavbarstva na drugo arhitekturo, se pravi arhitektura v IT oziroma v računalništvu, tehnologijah. Tu zdaj je ta bil v bistvu kar dosti ugrabitev tega termina, kar vidiš na primer v iskalnikih, v literaturi in drugo, ko iščeš arhitekturo. Računalniško. Tako. Glede na vse te spremembe, kaj pa bi bila tvoja popotnica ali pa nasvet tistim mladim, ki se odločajo, ki vstopajo v svet arhitekture? Jaz mislim, da popotnica... Nasvet tistim, ki vstopajo v panogo? Da so radovedni. To je vsaka popotnica, kamor da si radovedni. To je najboljši odgovor, ker se pravi, mogoče se bodo zdaj arhitekti, ki zdaj vstopajo, ukvarjali z nečim čisto drugim. Mogoče bomo mi zdaj ugotovili, podobno, kot se je zgodilo prevajalcem, verjetno bo ta proces dlje trajal, ko pa te jezikovni modeli so lažje kontrolirani, manj imajo vhodnih podatkov, jezik lažje prestrukturiraš, ko pa naprimer konkretne zapletene situacije v prostoru, ampak v nekih segmentih, v nekih državah, v nekih okoljih, kjer so te vhodni podatki nerelevantni, to je naprimer neko ameriška suburbija, pride do rezultata dosti enostavno. To problem so seveda, če se navežemo na to modularno pa standardizirano prefabricirano gradnjo, je mogoče so problemi v evropskem prostoru, ki je veliko nekih spomeniških zaščit, a pa saj, mislim, se pravi, da to ni nemogoče, ampak tudi montažna gradnja se gradi v zaščitenih okoljih. To se dela, to ni problem, ampak zahteva pa dosti več pozornosti, kustomizacije, kot pa naprimer, če ti naštepaš 170 različnih modelov ene hiše iz peljanke v ameriški suburbiji, naprimer, kjer je pač ta rezultat dosti lažje dosegljiv. So pač zapleteni prostorski razmerja, ki so tudi pravno zapletena, lastniško, in tu se to dosti razpleta in so primeri, ko se res dolgo ta birokratski vozel, pravno-formalni, razrešuje, arhitekt je pa tule vmes in se mora med enim in drugim kruzati in takega modela zaenkrat še ni. Smo uspeli dosti zakomplicirati sistem in tudi prostor, da tega še ne obvladamo toliko, čeprav tudi v Sloveniji Nec Vidmar, na primer, je z svojim modulorjem razvil neko orodje urbanizma, ki je za načrtovanje pravo dosti super, ima s temi input podatki. Je nek primer takega urbanizma, ampak ima v enih okoljih je zelo enostavno, v drugih je pa so komplicirano in tam rabiš nek osebni pristop in tu bo mislim, da bo dosti se razlika naredila. Verjetno bo tudi postalo kasneje statusni simbol imeti arhitekta v neki drugi fazi. Tako je zdaj, kustomizacija, prilagoditev nekih stvari, naprimer, je stvar absolutno tudi široke potrošnje, se pravi, kakšne vizalke, kakšna podlaga, ampak še vedno imaš pa ti v nekih drugih segmentih dražjih, je pa to, naprimer pri avtomobilih je pa kustomizacija high-end, ker je pač dosti drago, je treba plačati. In pri hišah verjetno vse ta demokratičnost se mi zdi, da je čisto okej, da ti izbereš nek segment, kamor se hočeš uvrstiti. Se mi zdi tudi dosti naravno. So vprašanje to, a so pričakovanja ljudi vedno realna, ker jih tudi dejansko jih vidimo. Vidimo jih povsod, naprimer, sem pred kratkim se slišal, da se tekmuje na otroških vozičkih, ker pač vsak si lahko privošči dati bizarno drago 3000 evrov za voziček, kar je out of all proportions, ampak tam je področje, kjer lahko te moč tekmuje z nekom, ker pač vozička za 10 000 evrov verjetno ni, kar je še večja bizarno, samo tu je to racionalno poprečnemu Slovencu dati 3000 evrov za voziček, verjetno ni. In tu
To je pač dosti teh samoizpraševanj, kjer spet pravim, da psihologija človeka je pomembna panoga pri razvoju vseh branž, no. Tudi arhitekture. No. Jure, super zaključek. Hvala za tole, hvala za kavo. V vsakem primeru zelo zanimiv pogovor in veliko sreče v nadaljnjem delu naprej, tako v tujini kot doma. Hvala Marko. To je to. Jaz se ti moram zahvaliti za kavo. Ja, vem.